Pa mogoče za začetek, ko ste omenjali naš projekt Life IP Care for Climate. Urška je že omenila spletno stran od MJU-ja, kjer se najdejo številna gradiva v zvezi z zelenim javnim naročanjem. Na naši spletni strani, če pogledate Care for Climate, pa je oddelek posebej za zeleno javno naročanje. To so aktivnosti naše male skupince v okviru tega projekta, kjer pa najdete različne stvari, ki so zelo uporabne, upam. Od vabil na aktualne dogodke, zdaj v oktobra bomo imeli zeleno in krožno javno naročanje pohištva in stavbenega pohištva. Potem oblikovali smo dokument 100 najpogostejših vprašanj pri zelenem javnem naročanju. Skratka, to, kar nas ljudje vsakodnevno sprašujejo, smo nekako uredili v en tak dokument, ki ga tudi redno posodabljamo, in kjer so odgovori nas in drugih strokovnjakov po Sloveniji, tudi MJU. Razni priročniki, potem imamo take brošure na posamezne teme, na primer okoljsko označevanje, pa seveda tudi vzorčno razpisno dokumentacijo, ki je bila omenjena. Skratka, vse to, take pripomočke lahko najdete na tej spletni strani. Okej, zdaj pa gremo k predstavitvi. Tako, upam, da se vidi. Vidimo. Super, hvala. Evo, tudi naprej gre. Torej, moja naloga v tem delu današnjega izobraževanja je, da vam predstavim, kako pristopiti k oceni potreb in potem, kako preveriti trg pred začetkom javnega naročila. Tukaj bomo pojasnili, kaj pomeni ta ocena in kako nam lahko pomaga pri razpisni dokumentaciji. Pogledali bomo par praktičnih primerov in kako to ureja zakonodaja, da nismo v kakšnem prekršku ali celo nezakonitem ravnanju. In potem nekaj praktičnih korakov, kako uspešno pripravimo razpisno dokumentacijo v tem delu. Tako, zdaj, kaj sploh je ocena potreb? Ko se naročnik oziroma včasih v primeru večjih organizacij neka služba za javno naročanje loti razpisne dokumentacije, je dobro, da se pred tem pogovori s svojimi zaposlenimi, morda tudi vodstvom, kaj sploh naročajo, kaj sploh želijo, kakšno potrebo želijo zadovoljiti s tem naročilom. Včasih je razmislek koristen tudi v tej smeri, ali naročamo res predmete, ki bodo šli v uporabo vsakodnevno in ki so morda krajšega roka uporabe, svinčniki in tako naprej. Tukaj ni dvoma, bomo kupili zadeve in jih dali v uporabo svojim zaposlenim. Če pa gre za neko potrebo, ki je malo bolj kompleksna, na primer, en primer je že lahko tiskanje oziroma skeniranje, pa lahko razmislimo tudi, ali to potrebo lahko rešimo drugače kot z nakupom neke naprave. Morda z nakupom, kot je že Urška omenila, neke funkcije oziroma storitve. Lahko tudi kupimo svetlobo, kot je primer, mislim, da na Švedskem. Skratka, kupimo osvetlitev naših prostorov, ki mora biti določene jakosti, potem pa od naročnikov dobimo ponudbe za različnih višin seveda, ampak kako bodo prišli do te osvetlitve, pa njihova izbira oziroma njihova rešitev. Pri zelenem javnem naročanju torej ne gre vedno le za nakup, ampak gre tudi za zmanjševanje negativnega vpliva teh naših javnih naročil. Javna denarnica je kar obsežna, torej veliko denarja se porabi skozi ta kanal, kar je bilo že omenjeno, mislim, da danes okrog 10% bruto domačega proizvoda države, vsaj Slovenije, se porabi na ta način, torej za javna naročila. Najboljši, imamo kar velik vpliv torej na okolje skozi tako količino denarja in nenazadnje nudimo vzgled potrošnikom, drugim, ki v običajnem življenju nabavljajo dokaj podobne stvari. Torej, s tem, ko ocenimo potrebe, se lahko izognemo tudi nepotrebnim nakupom. Če dobro vemo dobro ocenimo, kaj potrebujemo in česa ne, če preigramo določene možnosti, lahko celo ugotovimo, da se kakšna potreba lahko izpolni skozi nabavo storitve ali z notranjimi viri ali kako drugače. Potem, ko dobro poznamo potrebo, lahko tudi naše naročilo in potem naprej pogodbo oblikujemo na način, ki omogoča določeno prilagodljivost, skratka, pogledamo par let naprej, kaj bomo potrebovali, kako bomo to izpolnjevali in na ta način
pridemo do boljše dokumentacije, do boljšega izida za nas, tako ekonomskega, naša želja je pa, da tudi okoljskega. Včasih pride do nakupov, ki so nepotrebni, če so nepremišljeni, če so hitri, predvsem koncu leta porabljamo neka sredstva iz proračuna, vsi poznamo, to je treba porabiti, če ne naslednje leto ni ta denar več na voljo. Ampak to včasih ni okej za okolje, tudi ne čisto ekonomsko gledano. Lahko se zgodi pa tudi to, da organizacija izgleda preveč potratna, da po nepotrebnem zapravlja sredstva in na ta način izgubi tako neko dobro sliko oziroma podobo s strani uporabnikov, če so tudi navadni občani in tudi drugih udeležencev v sistemu javnega naročanja. Če bodo ponudniki ugotovili, da se neka ogromna sredstva porabljajo kar tako malo na počez, potem je to za njih okej, a ne, oni bodo na ta način lahko več zaslužili. Ampak to verjetno ni v našem dolgoročnem ekonomskem, niti ne okoljskem interesu. Po drugi strani pa, če dobro izvedemo oceno potreb in pri tem vključimo uporabnike, nam to daje možnost dolgoročnega vpliva na trg. Lahko pripravimo boljše specifikacije in razpisno dokumentacijo in na ta način preprečimo, da bi nas nekako ponudniki bili močnejši od nas, imeli boljše informacije, to itak imajo, no, ampak skratka, za našo korist je bolje, da ta del javnega naročila dobro izvedemo. Tukaj imate napisanih kup vprašanj, ki vam lahko pomagajo, ko delate oceno potreb. Skratka, ko se pogovarjate ali s svojimi uporabniki, ali raziskujete trg, iščete različne možnosti za izpolnitev potrebe oziroma za konkretno naročilo, se lahko vprašate številna vprašanja. Prvo je vsekakor, kaj potrebujemo, katero funkcijo želimo, da bi jo ponudnik izpolnil. Premislimo, ali lahko to rešimo kako drugače, ali imamo morda že notranje neke vire, na katere nismo do sedaj pomislili. Analiziramo različne načine možnosti izpolnitve teh potreb. Ali lahko kupimo storitev, vzpostavimo javno-zasebno partnerstvo, tukaj je potrebno določeno znanje, kot tudi ambicioznost, morda pogum, ampak zakaj pa ne? Pač stvari ne morejo iti leta in leta na enak način, sicer se nič ne spremeni, trg pa se, kot vemo, ves čas spreminja. Vedno je treba pomisliti, kaj želimo, kakšne rezultate na koncu tega postopka, v času uporabe, po koncu uporabe, kaj želimo, da se v resnici zgodi. Vedno je pomembno vprašanje, ali res moramo kupiti zadevo, ali morda se lahko to naredi z neko kombinacijo storitve ali samo storitvijo. Skratka, vse to se moramo vprašati in vprašati tudi naše uporabnike. Ta dialog znotraj organizacije je zelo pomemben. Potem Urška je že govorila o naročanju inovativnih rešitev, inovativnih storitev ali proizvodov. Skratka, ali lahko našo potrebo zagotovimo že z znanimi rešitvami, ki so na trgu, ali pa morda menimo, da to ni mogoče in bomo rabili posebej za nas prilagojene rešitve, tukaj bo potem potrebno malo več dela. Kdaj in kako začeti z razpravo s trgom? Vsekakor pred samo razpisno dokumentacijo in njeno objavo. Pri zelenem naročanju seveda vedno pomislimo tudi na vplive na okolje. In tukaj moramo, ponavadi še ne poznamo trga dovolj na tem področju in se moramo lotiti te raziskave, kaj sploh obstaja, kakšne so razlike med nekimi klasičnimi izdelki in izdelki, ki so za okolje boljši. Nenazadnje primerjamo cene in pogledamo svoja sredstva, ki so zagotovljena, in kako sploh lahko na okolju prijazen način to rešimo. Seveda je dobro pomisliti tudi na družbene vplive nakupa. Tukaj pride več stvari v poštev, na primer, ali želimo zadevo, ki
ni na voljo na slovenskem trgu, kaj to pomeni za ceno, kaj to pomeni za zaposlitve v Sloveniji, za transport, okoljske vplive, skratka, mnogo stvari pride tukaj v poštev. Po navadi javni naročniki naročamo storitve in izdelke, ki jih uporabljajo neki uporabniki. Lahko so to zaposleni v naši organizaciji ali pa čisto javni uporabniki, na primer šolarji, obiskovalci bolnišnice, knjižnice in tako naprej. Skratka, moramo se pri preverjanju potreb in trga nekako postaviti v njihovo kožo, kakšna bo uporabniška izkušnja, kdo je še povezan s tem, kar se dogaja v naši organizaciji, jih povprašati, kakšne so njihove potrebe, morda uporabiti še druge strokovnjake, ne samo znotraj naše organizacije, mogoče podobne organizacije, ki so že neko tako naročilo izvedle. Tukaj imate pred sabo primer neprofitnih stanovanj. Preverjamo potrebe na način, da si zamislimo, kakšni prebivalci bodo notri. Kakšna podjetja so v našem okolišu oziroma v okolišu, kjer bo ta stavba zgrajena. Kakšne storitve bi radi vse noter ponujali. Kako so urejene komunalne storitve na našem območju in kakšne upravitelje objektov imamo na voljo, jih bomo lahko najeli. Vse to pride v poštev, ko nekako razmišljamo o gradnji neprofitnih stanovanj. Sploh pri gradnji gre vedno za neko dolgoročno storitev, neko kompleksno izvedbo, ki je lahko bolj ali manj kvalitetna, kar ima seveda vpliv na fazo uporabe, kot tudi na vplive na okolje dolgoročno, na stroške dolgoročno. Skratka, velja se v tej fazi dobro posvetiti trgu, uporabnikom in tako naprej. Kakšne tehnike lahko uporabimo, ko ocenjujemo potrebe za konkretno naročilo? Vsekakor opazovanje, kaj se je že do zdaj zgodilo, analiza, kako so podobne storitve uporabljali in izdelke uporabljali javni uporabniki oziroma naši zaposleni do sedaj. Omenila sem že, da je dobro vedno se pogovoriti z uporabniki. Če naročamo za eno enoto računalnike, je dobro se z njimi pogovoriti, kakšne zaposlene imajo, kakšne službe so to. Verjetno si finančna služba želi drugačnih naprav kot nekdo, ki samo pripravlja zakonodajo. Skratka, ta pogovor ni za preskočiti. Včasih lahko uporabimo celo vprašalnik ali spletno anketo, tako zajamemo večji vzorec in potem je naša analiza seveda boljša. Tudi sestanki so dobrodošli, sploh če lahko pritegnemo vse ustrezne zainteresirane strani ali pa celo več sestankov. Lahko se odločimo tudi za predstavitev potencialnih dobaviteljev, ponudnikov, in na te predstavitve povabimo uporabnike, ki seveda najbolj vejo, kaj bodo potrebovali in na kak način bi do tega prišli. Ko delamo oceno potreb, ta seveda bo vplivala, kako bomo opredelili predmet javnega naročila. Tudi analiza trga je tukaj ključna, kako bomo oblikovali tehnične specifikacije, merila in tako naprej. In tukaj razmislimo, kakšen bo naslov naročila, ker ta je tisti prvi stik s potencialnimi ponudniki, in če že tukaj uspemo dobro opredeliti, kaj iščemo, bomo seveda pritegnili več ponudnikov, kar je ekonomsko in tudi sicer gledano koristno. Če že v naslovu uporabimo oziroma v kratkem opisu naročila te CPV kode, ki so resnim ponudnikom znane, potem smo tudi naredili dober korak k ustreznemu odzivu. Tako, ja, tukaj, kot sem rekla, če bomo dobro opredelili in specificirali, kaj želimo, potem bomo lažje prišli do ustreznih ponudb.
Tako da tukaj, sicer sem prej omenila, da imamo mi modelna javna naročila, da pripravljamo te, neka, klasične, razpisne dokumentacije, ki se lahko uporabijo, ampak kljub temu, apeliramo na vse naročnike na naših delavnicah, da naj se izogibajo, pristopu copy-paste, da samo prekopirajo ta besedila in jih, v svojo, razpisno dokumentacijo prilepijo, kajti, včasih pol pride do neljubih, situacij. Če nismo dobro prebrali, kaj tam noter piše, morda je kaj preveč, glede tega, kar želimo, pogosto je kaj premalo in potem, se lahko tolčemo po glavi, ko pride do, revizij in vprašanj in, pač skratka neugodnega izida, ko moramo dopustiti nekaj, česar sploh nismo želeli. Tako da ja, uporabite, vzorce, modelne razpisne dokumentacije, vendar pojdite skozi previdno, natančno in, razmislite, kaj je za vas tukaj uporabno in, kaj velja dopolniti, spremeniti. Obe sva že omenjali funkcionalnost, skratka, če naročamo zadovoljitev neke potrebe, in prepustimo rešitev, ponudnikom, potem je treba dobro napisati, razpisno dokumentacijo, predvsem v delu, kjer gre za specifikacije. Tu je treba natančno opisati, kaj želimo. Na primer, če, želimo, dobiti ponudnike, ki bodo, za občino oziroma za šolo pripeljali, od doma do šole, določeno število šolarjev, potem moramo res opisati, kaj želimo. Časovno, kakovostno, kakšna vozila in tako naprej. Preigrati vse situacije, kaj se lahko zgodi, da bojo določeni prevozi se spremenili. Skratka, razmisliti o vsem, kar se lahko zgodi, in, česa ne želimo. To tudi omogoča, ponudnikom, dobaviteljem, da, določijo pravo ceno, in da ponudijo način, ki bo res izpolnil to potrebo, ne pa nekaj pavšalnega, kjer imamo pol vsi težave, ko pride do, zamud, novih situacij in tako naprej. Tukaj imate primer, neke take funkcionalnosti, ki je bila tudi že danes omenjen. Skratka, če želimo naročiti osvetlitev, napišemo specifikacije, koliko lumnov, kako velikih prostorih, ure in tako naprej. Včasih je dobra rešitev tudi, da bo pač dosežena, boljša cena kot pa tudi izvedba, da se vključimo oziroma priključimo nekomu, ki oblikuje skupna javna naročila. To je lahko par občin ali pa, ministrstva, v našem primeru v Sloveniji imamo Ministrstvo za javno upravo, ki, za nekatere izdelke, oblikuje skupna javna naročila, kamor se pač vključimo tudi ostali resorji. Na ta način lahko prihranimo vire, pa tudi, nasproti naročnikom, seveda, večji, kupec, v tem primeru javni naročnik, lahko doseže, boljšo ceno. V primeru skupnih javnih naročil smo lahko tudi, gotovi, da te službe, ki oblikujejo dokumentacijo, so bolj informirane, bolj vešče postopkov, imajo, ker so večje, imajo tudi službe, ki so, vsebinsko in strokovno bolj podkovane v določenih, predmetih kot recimo ena manjša občina ali pa ministrstvo, ki sicer tega ne kupuje tako redno. V javnem naročanju oziroma v samem postopku je pomembno tudi, kako se pripravi pogodba, sploh tista večletna, ker v več letih se lahko marsikaj zgodi, a ne. Spremenijo se lahko tako potrebe, v zadnjem času smo priča, kako se blazno spreminjajo cene. Tako da tudi, v fazi predpriprav razpisne dokumentacije že pomislimo tudi na to, kako pripraviti pogodbo, kaj vse mora biti noter, ne samo z vidika, okoljskih učinkov tega naročila, ampak tudi, časovno, fleksibilnost, spremembe, kaj se lahko zgodi.
novi ponudniki, nove rešitve in tako naprej. Lahko vključimo z vidika okolja to, kar pomembno, če imamo neko, dalj časa trajajočo, pogodbo oziroma naročilo. Določene tehnologije se zelo hitro razvijajo in v 2 letih imamo lahko mi že za isti denar mnogo boljšo tehnologijo. Skratka, lahko vključimo v pogodbo tudi klavzulo, da, mora ponudnik na določen, časovni razmik ponuditi, trenutno najboljšo tehnologijo, ki je na trgu. Seveda je to, malo težje za, spremljati, ampak prav temu je namenjena ocena potreb in razprava z našimi uporabniki. Skratka, če kupujemo računalnike, seveda moramo vključiti IT-službo, ki to pozna, spremlja in bo tudi tekom samega izvajanja sporazuma, lahko pozorna na te stvari. Tako, zdaj pa še, nekaj o predhodnem preverjanju trga. Mislim, da že skozi, oceno, oziroma prejšnji del predavanja, so se določene stvari, ki jih bom zdaj povedala, nakazovale. Zakaj moramo poznati trg, zakaj preverjamo trg? S tem znanjem, ko, pregledamo, kaj je na trgu, kaj uporabljajo drugi uporabniki, kaj se je do zdaj uporabljalo, lahko bolje določimo predmet javnega naročila. Na ta način šele lahko izračunamo ocenjeno vrednost, in pogledamo, ali se ta pomembno razlikuje od naših razpoložljivih sredstev. Predhodno preverjanje trga nam da tudi, ključne informacije, na podlagi katerih izberemo vrsto postopka, ki ga bomo uporabili v javnem naročanju. In na ta način izpolnili, tudi okoljske cilje. Kako lahko to preverjanje trga izvedemo? Dokaj podobno kot, kadar sami kot, zasebniki oziroma potrošniki kupujemo neko bolj kompleksno zadevo. Seveda, vprašamo koga, ki je to že kupil, pokličemo koga, pregledamo splet, kjer je ogromno informacij. Obiščemo kakšen sejem. Zdaj pa, če gre, res za kompleksno zadevo, lahko oblikujemo tudi neke vprašalnike in, več potencialnih ponudnikov vprašamo iste zadeve, tako poskrbimo za neke, postopke, ki so skladni z Zakonom o javnem naročanju, skratka transparentnost, enaka obravnava in tako naprej. Lahko pa tudi organiziramo informativni dan za ponudnike, kjer jim razložimo, kaj želimo, pridobiti, kakšni so na primer naši prostori, naši uporabniki, in na ta način dobimo koristne informacije za oblikovanje razpisne dokumentacije. Kdaj preverjamo trg? Vsekakor pred začetkom postopka, pred kakršnokoli objavo, moramo mi to narediti. Vsekakor pa ne potem, ko, smo že, dali ven objavo, da bi potem oblikovali kriterije in merila ali jih spreminjali. To ni dovoljeno, ampak mislim, da je to večini kar jasno. Tako ZJN kot direktive, seveda predhodno preverjanje trga dovoljujejo, nekateri akti ga celo priporočajo, ker, je jasno, da ima to smisel, tako v ekonomskem, okoljskem in drugih, vidikih, boljši rezultat prinese. Kako izvajati predhodno preverjanje trga? Transparentno oziroma pregledno, kot smo prej slišali. Torej, obravnavamo, in dajemo informacije vsem potencialnim ponudnikom enake na enak način. Če vršimo neki, dialog, potem na podlagi tega oblikujemo zapisnik. Tako zagotovimo varstvo konkurence, vključimo več ponudnikov, nikogar ne smemo diskriminirati, ga izločiti na kakršenkoli način. Skozi to, zadostimo zakonu, pa tudi zavarujemo sebe kot naročnika, da ne dobimo na primer premalo informacij, napačne informacije ali pa celo izkrivljene z namenom, da bi kdo, pač postal naš izbrani ponudnik.
Na predhodno preverjanje trga, se seveda pripravimo z našimi strokovnjaki, ali, pač drugimi, če jih potrebujemo. Preverimo pa, ali je trg že pripravljen, da ponudi tisto, kar želimo, skratka, je trg zrel. Ali je to, kar želimo, sploh izvedljivo, obstaja na trgu, je trg sposoben, da tehnično izpolni to zahtevo. Tako kot sem prej rekla, pomislimo par let naprej, se posvetujemo s strokovnjaki pri nas, bodisi drugje, ali se na tem področju dogajajo kakšne spremembe, ali si pričakuje, tehnološki napredek, kako se gibljejo cene, ali so ti izdelki, pač take vrste, da se dajo nadgraditi, popraviti, so kompatibilni z nekimi novimi, to je vse pomembno, ko, pripravljamo, to analizo in potem naprej, razpisno dokumentacijo. Pregledati moramo tudi, kakšna je konkurenca, ali je na trgu samo eden, dva, pol imamo malo več težav, ali pa tudi ne včasih, ampak moramo, poznati te informacije, da, vidimo, na kak način, začeti naročilo, kako, kateri postopek izbrati in tako naprej. Seveda v tem času tudi pogledamo, kakšne so rešitve z vidika okolja. Ali obstajajo naprave, ki jih želimo, ki so, potratne energetsko, ali gre razvoj v to smer, da so vsako leto boljše, ali obstajajo kotlički, ki, prihranijo, toliko pa toliko litrov vode, skratka, vse to je dobro vedeti, vse to je dobro pridobiti, sploh v primeru gradnje stavb, kjer, so, določene komponente, se kar razvijajo, ogromno informacije je, na voljo, težko jih je, med njimi razbrati, skratka, tukaj, je treba kar se povezati s strokovnjaki, in pridobiti, ogromno nekih informacij, da lahko pripravimo ustrezno dokumentacijo. Ena od možnosti je, da v tem času pregleda trga, analize trga pripravimo strokovni dialog. Tukaj imate en primer, ki ga je, izvedlo Ministrstvo za javno upravo. Naročili so eno raziskavo in seveda pač, tega ne delaš vsak dan, tudi ne vsako leto, in so izvedli strokovni dialog, kdo lahko tako raziskavo ponudi, na kak način, za koliko sredstev seveda, kaj vse je pomembno, kakšni strokovnjaki, in potem, so pripravili, vabilo na ta strokovni dialog, to je zelo pomembno z vidika transparentnosti in enakovredne obravnave. Tukaj spodaj vidite primer takega vabila. Seveda se določi datum, ura, čas in kraj, in potem običajno pripravi neki zapisnik. Seveda se pa tudi zapiše, kakšne, specifike, na primer tukaj je napisano, da udeležba, za potencialne ponudnike oziroma gospodarske subjekte ni obvezna in da ni pogoj za sodelovanje. Skratka, če, bo kdo, če kdo ne bo prišel na ta dialog, potem to ni ovira, da se ne bi mogel prijaviti. Eden od instrumentov oziroma postopkov je tudi predhodno sodelovanje ponudnikov. Tukaj gre predvsem za to, da v primerih, ko naročnik ni vešč določenih, oziroma ne pozna določenih, predmetov ali storitev, ne pozna tehnično zadev, ne ve, kako poteka izdelava nečesa, pa bi to želel vedeti, preden bo naročil. To imamo lahko tudi v zelenem javnem naročanju veliko takih primerov. Na primer, mi smo naročali, kar veliko enih publikacij oziroma tiska in, smo mogli raziskati, kakšen papir je na voljo, ali, kaj pomenijo določeni kemični postopki, uporaba kemikalij. Pač tega neki običajen naročnik ne ve, a ne, ker naročamo, veliko stvari različnih in, nikakor ne more biti ena sama oseba oziroma ena služba strokovnjak na vseh. Tako da, v takem primeru lahko, predhodno kontaktiramo, ponudnike, od njih pridobimo
neke informacije o detajlih oziroma postopkih uporabi določenih snovi in tako naprej. In nam to potem pomaga oblikovati prave tehnične specifikacije, pa tudi merila. Tukaj je potrebno paziti, da so te informacije potem na voljo tudi drugim gospodarskim subjektom oziroma potencialnim ponudnikom. V skrajnem primeru, če pač ocenimo oziroma če pride do tega, da smo dobili tak obseg nekih specifičnih informacij, lahko pride do tega, da moramo izločiti ponudnika. Predvsem za neka večja in bolj kompleksna naročila je smiselno, da naročnik objavi tudi predhodno informativno obvestilo, kaj bo naročal v določenem obdobju, kajti s tem se lahko potencialni ponudniki seveda bolje pripravijo, razmislijo, načrtujejo in tako naprej. To je predvsem v primeru gradenj zelo smiselno. Pomembno je, da mora biti obdobje, na katerega se nanaša to obvestilo, dolgo največ 12 mesecev od datuma, torej ne smemo več kot 1 leto pred razpisom objaviti takega obvestila. Pred sabo imate en primer, kako lahko poteka oziroma zakaj je dobro preveriti trg. Mestna občina Novo mesto je v imenu oziroma šlo je za skupno javno naročilo 21 naročnikov v občini, želela dobiti ponudbo oziroma ponudnika, ki jim bo iz zbrane kartonske embalaže izdelal higienski papir. Tukaj so bili zelo zeleni, okoljski in so želeli to naročilo izvesti na način, da ne bi bilo odpadkov. Torej svoje odpadke oziroma zbrano odpadno embalažo so želeli dati izbranemu ponudniku, ki bi iz tega naredil nov izdelek. Seveda so določili tudi druge parametre, kaj sme in kaj ne sme biti v teh izdelkih. Skratka, želeli so se izogniti beljenju, ki je okoljsko sporen, pa tudi želeli so, da bo končni izdelek označen z znakom za okolje tipa 1. Morda še to, naročniki imajo seveda pravico zahtevati predstavitev izdelkov in brezplačne vzorce v določenem na določen dan oziroma v določenem času tekom postopka. Naslednji primer je pa naše skupine za zeleno javno naročanje na Ministrstvu za okolje in prostor. Letos smo izvedli analizo učinkov zelenega javnega naročanja v Sloveniji, tako ekonomskih kot tudi okoljskih in družbenih. Sam postopek oziroma proces priprave vsega skupaj se je začel že v začetku projekta, že v letu 2019, ko smo začeli pregledovati podobne študije in ugotovili, da kakšne take podobne oziroma tako obsežne še ni bilo narejene oziroma ene 2 primerljive. Tako da smo kar mogli fejst pljuniti v roke in ugotoviti, kako bi zdaj pripravili to naročilo oziroma poziv. Pridobivali smo informacije seveda preko spleta, s povpraševanjem izdelovalcev podobnih študij. Šli smo tudi na sestanek k podjetju, ki je pripravilo tako študijo za eno javno institucijo v eni drugi državi, in potem smo oblikovali to naročilo. Mogli smo ga celo ponoviti, ker smo dobili neustrezne ponudbe, smo potem to spremenili, izboljšali. Smo pa naredili javno naročilo na način dvostopenjske izvedbe. Skratka, v prvem koraku smo želeli pripravo metodologije in njen preskus na manjšem številu, potem pa, ko smo to potrdili, smo šele šli v drugo fazo, torej celotno analizo.
To je bila kar dobra izkušnja, ker take stvari, ki še niso bile izvedene oziroma ki niso tipske, so kar zahtevne tudi za javne naročnike. Jasno, da pride v teh postopkih lahko do več tveganj, kjer se moramo izogibati predvsem, da ne dajemo prednosti enemu ponudniku oziroma da nikogar ne preferiramo, da ne oblikujemo specifikacije oziroma zahtev, ki so evidentno v korist enega potencialnega dobavitelja oziroma ene rešitve, ki nam je simpatična. Na ta način se izognemo seveda obtožbam in sodelovanju, ki pač bi nas postavil v prihodnje v slabši položaj. Ali pa celo skupino dobaviteljev oziroma enega dobavitelja v prihodnjih letih pač očrnil oziroma dal v slabši položaj. Da do tega ne bi prišlo, imamo pač na voljo kar nekaj ukrepov. Vsekakor je prvi transparentnost, preglednost, poštenost, jasno. Vedno poudarjamo dobro načrtovanje, dobro sodelovanje s trgom, pozorno je potrebno premisliti, kdaj sodelujemo s trgom, na kakšen način ga vključujemo. Seveda morajo vsi potencialni dobavitelji dobiti enake informacije in poznati naša pričakovanja, ki morajo biti enakovredna do vseh. Eden od načinov je seveda, da vodimo evidenco sestankov, pišemo zapisnike, ki morajo biti na voljo zainteresiranim in podobno. Prej sem že omenila, da lahko najavimo pač našo prihodnje naročilo in s tem vzpostavimo stik s ponudniki. Premislimo vnaprej, kako bomo ravnali oziroma kaj bo do zaupne informacije, kaj bo opredeljeno kot intelektualna lastnina in o tem obvestimo udeležence. Tukaj tudi pri kakšni taki zadevi, kot sem prej omenila našo analizo, pač je potrebno razmisliti, kaj bo tisti končni izdelek, ali bo to naša last, ali bo to last izdelovalca take analize, ali bo on lahko s tem razpolagal ali mi, na kakšen način. To je vse potrebno razmisliti, določiti in o tem obvestiti potencialne ponudnike. Zdaj pa tukaj pri nas kar nevihta, upam, da me še vedno slišite. Malo zaprem. Slišimo. Se sliši? Super. Okej, potem, kadar vodimo sestanke s potencialnimi ponudniki, je treba razmisliti, kakšni sestanki to bodo, ali vse potencialne ponudnike povabimo na isti sestanek, da se vidijo, spoznajo. Če ocenimo, da je to pač nevarnost, prinaša nevarnost za nas, predvsem ekonomsko, da bi se ti ponudniki nekako dogovorili med sabo, je morda bolje organizirati sestanke ena na ena. Pač odvisno od tega, kaj želimo, pričakujemo in kakšne izkušnje že imamo. Okej, jaz sem prišla do konca tega dela. Tukaj, ko boste dobili to predstavitev v elektronski obliki, boste lahko odpirali povezave, ki vam nudijo še več informacij, neke dodatne smernice. Okej. Tako da to je to. Hvala lepa. Zdaj pa mislim, da je čas za vprašanja, bom tole nehala deliti. Zdaj pa vabimo k vprašanjem. Ja, pa vabimo tudi k izpolnitvi ankete v tem orodju. Še enkrat je v Google Docs so linki noter. Vprašanj zaenkrat v chatu ni. A ne, imamo eno vprašanje, pardon. To je že staro. Aha. Če sankcij, posledic za javnega naročnika ni, če ne izvaja zelenega javnega naročanja, kako potem motivirati, spodbuditi, da v svoja naročila vseeno vključuje zeleno javno naročanje in zasleduje cilje iz te uredbe? A je to vprašanje za Urško Skoklima ali bolj za vas? Saj ne bi vedela. Ne vem, mogoče za obe, ampak lahko kar jaz začnem. Prosim. Zdaj pač, ja, če ni
ni prisile. To mi je zanimivo, da tako vprašanje recimo v kakšni drugi državi sploh ne bi bilo možno, ne. Ja, itak, pač zeleno javno naročanje je dražje, vsaj v tistem trenutku, ampak dolgoročno smo pa že za marsikaj izračunali, pa lahko potem pokažem, imamo v drugi prezentaciji, da na dolgi rok zeleno javno naročanje prinaša ne samo okoljske učinke, ampak tudi ekonomske. Skratka, če naročimo naprave, ki so bolj trajne, ki so bolj energetsko učinkovite, potem imamo na dolgi rok nedvomno prihranke. Mislim, da je to kar dobra motivacija. Pa še tudi druge stvari so tukaj, ki dolgoročno nam lahko prinesejo marsikaj. To je seveda težko razložiti nekomu, ki je morda na 2 leti v neki službi ali pa 4-letni mandat ima, ga zanima samo, kaj bojo prihranki trenutno, pa kakšen proračun ima trenutno. Ampak tukaj je treba malo drugače razmišljati. Morda je potrebno, če ima neka že služba za javna naročila, ima to vizijo, ima to zeleno odnos do okolja, včasih potrebno samo še šefe malo spodbuditi, da so za to, pa gre lažje, no. Mogoče bi jaz tukaj dodala, gospa Tatjana, če vas malo tako dopolnim, jaz mislim, da je vsakršno zeleno javno naročilo odlično promocijsko za to občino, za to lokalno skupnost, a ne? No, to sem tudi hotela reči, ja. Pač zadnje čase se vsi radi hvalijo kako so zeleni, ker je pač to moderno, ampak mislim, eno je hvaliti se, eno je pa, da je to res, a ne. Evo, mogoče vseeno odprem tole našo analizo samo malo. Takole. Takole, ne, izvajalci naše, a se vidi? Vidimo, ja. Ja, izvajalci naše analize so pač izračunali konkretno na podlagi analiz izvedenih javnih naročil v Sloveniji, pač par primerov smo skupaj določili, električne, elektronske naprave, kakšni so okoljski učinki, torej v tem primeru izpusti CO2 in poraba električne energije, in vidite tele stolpce, temnozelena je zeleno javno naročanje, pač naprave kupljene v skladu z zelenim javnim naročanjem. Ta srednji del, najvišji stolpec je pa osnovnica, ne, tisto, kar pač je neki običajen nakup brez upoštevanja okoljskih vidikov. Ta razlika je kar velika. Kar veliko CO2 prihranimo v življenjski dobi neke take naprave. Potem pa, če grem naprej. Kaj se zdaj dogaja? Okej, tudi poraba vode, ne, tukaj je sicer malo manjša, ampak se pozna, da so naprave čedalje boljše, tudi tiste osnovne. Ampak kljub temu, če gradimo neko stavbo in vključujemo pač že pri projektiranju noter neko opremo, kot so kotlički in tako naprej, potem vsekakor nam tole pove, da so prihranki in da so pomembni. Potem, kadar razmišljamo oziroma govorimo z nekimi uporabniki in šefi in jih skušamo prepričati, da se splača naročati zeleno, imamo še druge argumente, a ne. Zmanjšuje se uporaba na primer nevarnih snovi, in to je tudi dober vpliv za zdravje oziroma se zmanjšuje tveganje za zdravje, kar mogoče kar veliko uporabnikom nekaj pomeni, a ne. Saj vsi vemo, če delamo v enem prostoru, ki ima kup nekega pohištva starega, ki oddaja te formaldehide ali pa kakšne druge nevarne spojine, da se slabo počutimo. Tako da tudi to je dober argument. Potem pa, kot sem že rekla, ekonomski učinki pri električnih, elektronskih napravah so ogromni, a ne. Tukaj vidite, to, ko so zanalizirali, mislim, 1 milijon prihranka v nekaj letih, to vsakemu prinese kar dober argument.
Tako mislim, da nimamo časa, da bi šli skozi vse, ampak če bi kdo želel to analizo pogledati, je na naši spletni strani.